Evo, avto sem parkiral, vzamem kufer, letališče je tu. Nekega jutra sem dobil klic iz turistične agencije Sonček. Rekli so: Jaka, mi odpotujemo v New York, greš z nami? V manj kot sekundi sem odgovoril: Ja, valjda! In že čez nekaj dni sem bil na letališču za New York. Po prespanem letu smo pristali na letališču JFK, kjer nas je čakal organiziran prevoz z minibusom do našega hotela v Queensu. New York je tako veličasten, da sploh ne vem, kje bi začel, ampak dajmo v njegovem najbolj osvetljenem delu, in to je Times Square. Znameniti trg, ki ga vidimo v mnogih filmih in videospotih. Ko stojiš sredi tega trga med veliko množico ljudi in billboardov, se počutiš, kot da si v središču sveta. Tam lahko poskusiš vse možne fast food brande, jaz pa sem se odločil za tistega, ki ga še nikoli nisem probal. In to je... Raising Cane's, moja reakcija. Prvi ga zdaj poprovam. To je kao njihova ful znana omaka. Wow. Crazy dobro. New York je sestavljen iz 5 predelov. To so Brooklyn, Queens, Bronx, Staten Island in seveda daleč najpomembnejši Manhattan. A tudi Manhattan je enostavno prevelik, da si bi ga lahko dobro v kratkem času ogledali peški, zato je turistična agencija Sonček poskrbela, da smo si Manhattan ogledali z busom in z najjačim vodičem Blažem. Najprej Central Park. Sredi vsega tega kaosa in nebotičnikov, kar naenkrat mir. Hodiš med drevesi, mimo jezera, tekačev, glasbenikov in za trenutek sploh nimaš občutka, da si v enem največjih mest na svetu. To je park, ki v dolžino meri kar 4 kilometre. Si znate to predstavljati? Crazy! In potem znamenita postaja Grand Central Terminal. Stara je 113 let in je eden od simbolov New Yorka. Tam je znana šepetajoča galerija, ki deluje na poseben način. Postaviš se v en kot oboka, druga oseba gre v diagonalno nasprotni kot. Če tiho govoriš v steno, te oseba na drugi strani jasno sliši. Alo? Jaz te tudi slišim. Svetovno. Je če volano. Zokniki smrdijo. Evo, da povedi, kako je to možno, samo diagonala je možna, moš pa direktno v kod govoriti. Peljali smo se mimo znamenite stavbe, kjer so snemali legendarno serijo Friends. Potem pa smo se ustavili pred njo, najvišjo stavbo v Ameriki, One World Trade Center. Tik ob mestu, kjer sta nekoč stala znamenita dvojčka, danes pa je na tem mestu spominsko obeležje za 2753 žrtev terorističnega napada 11. septembra 2001. Evo ga, 9/11 Memorial. Tukaj se je zgodila velika katastrofa. Tukaj zraven pa je One World Center, ki pa je danes simbol miru v New Yorku.
newyorška pica, banger. Naj bi tu pice na premog pekli, zdaj pa ne vem, če je to na premog, ampak ima bolj smoky okus, samo ne vem, če je to lid na premog. Ne vem, ne spoznam se dovolj. Grem pa probat prvo naslednjič eno pico, ki je prav na premog. Če vam nekdo omeni New York, kaj je prva stvar, ki vam pade na misel? Kip svobode? Je tako? Zato smo se tudi mi odpravili na ladjico, ki nas je odpeljala na Liberty Island, kjer stoji ta znamenit kip. V živo je ženska večja, kot sem si mislil, čeprav sem jo pred nekaj leti prvič videl od blizu. Kip svobode ima posebno simboliko, saj je bil prva stvar, ki so zagledali imigranti, ko so prispeli v Ameriko, saj je tam bila njihova vstopna točka. Iz Liberty Islanda imamo čudovit razgled na južni del Manhattna. Dan pa smo zaključili na meni najljubši lokaciji New Yorka. Empire State Building. Mogočna stolpnica, ki smo jo lahko videli v številnih filmih, naprimer King Kongu. Visoka je 443 metrov in je do leta 1972 veljala za najvišjo zgradbo na svetu. Ima kar 102 nadstropji in na vrhu znamenito razgledno točko, ki ti res vzame dih. Od tukaj se vidijo praktično vsi deli New Yorka in ko zaide sonce, je pred nami razgled, ki ga je z besedami nemogoče opisati. Za idealen zaključek dneva pa smo se sprehodili preko znamenitega mosta Brooklyn Bridge. Mogoče sem zasral, ker se nisem vzel bunde, ampak šel sem si po kavo, če si živ v New Yorku, ne. Neki pumpkin spice, ker to imam rad v Macu in je tu kar razlika, pač ful bolj okusa je. V glavnem, grem pa zdaj na en ful rep razgled, kot celi Manhattan vidiš, pa sončni vzhod zadaj. Teda upam, da bom pravočasno tam. Moram pa biti tam ob 7:20, zdaj pa ura 6:45. Teda jaz mislim, da bi mogel dobiti. Zdaj pa tak za vse tiste, ko sprašujete, če je New York varen, bla bla bla. Pač realno, tudi Maribor ni varen, tudi Ljubljana ni varna. Nikjer ni varno, ne. Ampak zdaj trenutno se jaz hodim po neki ulici, pa me ni tako jebetno, ne počutim se nevarno. Majke mi, da je to najtežji del YouTubanja, stari. Iti nazaj po kamero. Pa še pozno sem, da vse kaj delam za vas, stisnite like hitro, ajde. Neki first light je že, vidite, malo bilo svetlo. Meni bi bilo 7:20, zdaj ura 7:03. Ampak ono, veš, oranžen sončni vzhod jaz iščem. Ne svetlovo. Je pa veni kar mrzlo, tako da vam povem, kako je vreme, tudi cirka tako pri vas v Sloveniji. Tako ful podobno vreme je. Zjutraj je mrzlo ko pes, čez dan ne moš biti v kratkih rokavih. Hudi je tudi že premalo, ampak glej, bomo že držali, šmrkam pa ko pes. Pa zdaj, ko sem si to kavo vzel, prva stvar, oh my god. What? To pa je sick. Ko je to neki Tesla Cybertruck, sjebote. Infinity machine. V glavnem, prva stvar, kaj bom naredil, ko bom tam v tistem parku poiskal, je WC. Ja, kavo sem bil, stari, sorry. Ej, veš kaj sem pa ful videl, ful enih Cybertruckov je tu, enih 5-6 videl, pa verjamem, da niso isti, ki se ne vidijo na čist drugih lokacijah. Če ne veste, kaj je Cybertruck, Elon Muskov Time Machine, ampak kaj ima to veze, če pa gled to.
concrete jungle where dreams are made. There's nothing you can... Pardon. Malo še čakam, da lepše sonček pade, ampak ja, ni glih tu zadaj vzhoda. Tu zadaj je zahod, ampak vzhod je tam dolim Jungot, mislim, v New Jersey. To pa je pač predaleč in bo ful lepo svetloba padala od sončnega vzhoda, tako da pač še vedno bo ful lepo. Upam. Ziva me kot pesa, ki si nisem bunde vzel, ker sem pač butli in sem mislil, da ker smo v New Yorku, bo ful vroče. Se nismo v Španiji. Ampak dobro, bomo že zdržali zaradi tega lepega razgleda. Drugače pa se bi ful rad zahvalil vam, pa ful rad se bi zahvalil agenciji Sonček, da so me vzeli zraven, pa mi dali šanso iti zjutraj na tak sprehod, ko je tukaj, pa videti še ogromno drugih stvari. Zakaj pa zahvalil vam? Zaradi tega, ker brez vas to ne bi bilo možno. Brez vas me agencija Sonček ne bi opazila, brez vas ne bi imel šanse iti na take dopuste, da najlepša hvala vam in vas imam ful rad. Vem, da nimamo dosti tak one-to-one pogovora v tem videu, ampak imamo malo drugačen vibe. Je pa fora v tem, da vseeno sem za skupino in ne bi rad strašil, da non-stop nekaj snemam tam, pa veš, kak so ljudje, pa kamera. Čeprav imam ful cool skupino, res cool skupino. In sem se odločil za malo bolj voice-over variantico, pa da ne imam non-stop neke bluzo pred kamero, veš, kaj mislim. Še kar nisem šel. Kako bi lahko šel, stari, če majki mi, da še nisem šel, ker ne morem iti, če le to. Vsako minuto je lepše. Fuck je. Majki mi, da bi živel v New Yorku. Upam pa, da še bo agencija Sonček daj vzela zraven, pa še mogoče zraven Anjo, ker bo lahko posnetki še bolj carski, ker bom imel dejansko kameramenko oziroma kameramena. Tako da nujno lajkajte, pa lepo prosim, idite vsi followat Instagram od agencije Sonček, zaradi tega, ker so oni res bili toliko prijazni, da so mi dejansko napisali: Jaka, bi rad šel v New York? Ja, prideš z nami, last minute je, pridi hitro. Sem rekel, hvala, da prijem, stari. In prosim lepo, dajmo jim pospamat njihov Instagram profil, vsi ga followajte, prosim, zaradi tega, da bo lahko čim več takih potovanj za agencijo Sonček. In še enkrat, najlepša hvala. Trumpa vozijo. Dobro, če bi Trumpa vozili, bi to malo drugače izgledalo. Se pa tu vidi ful dosti znanih stavb, da čelimo hitro po vrsti. Empire State Building, tam gor smo bili. Check. Organizacija Združenih narodov je pol tukaj. Tam zadaj imamo Chrysler Building, ko vidiš ta špic. Pa še tam zadaj je, mislim, tam zadaj je Central Park. Tam v bistvu vidiš vse te glavne Manhattan stavbe. Mi pa smo bili dobesedno včeraj tam gori na vrhu. Ok, našel sem od youtubera Ryana Joyride bombone in bom to vzel. Moram še nekaj vzeti za enega malega. Vzejmo, ne vem, jaz rabim vrečko prvo, čaki, oziroma košaro rabim. Bucket list, kaj moram probati je Prime Ice. Pravim to. Celsius moram probati. Da ima ene 3 tote. Mislim, da malo Lunchables od KSI, pa Logan Paula Lunchables. Fiks moramo imeti tu, nekaj v tem. Ful smo hotel probati Lunchables, prisežem. Malo kje tu. Ne. Dobro, bomo probali druge zadeve, se nija veze. Trenutno se nahajam
v največjem Apple Store na svetu. Tu pa vsako leto Tim Cook spredaj odpre vrata oziroma pač prereže, whatever, naredi otvoritev, ko pride ven novi iPhone. Kot vidite, taka kocka, to je bila ideja od Steve Jobsa, da bo čim bolj ikonično. Je pa fora, da je stvar odprta 24/7, tudi za Božič, tudi za novo leto, pač non-stop grandejo, pa tudi delajo. Pride pa sem več kot 50,000 folka na dan. Tako da, realno se kar nekaj folka obrne. To je več folka, kot pa v enih muzejih. V New Yorku je na voljo 5 razglednih točk in ena izmed najnovejših je Summit One Vanderbilt, ki sem jo tokrat obiskal prvič. Realno je cool za pogledati in za narediti kakšno insta fotko, če pa si tega ne boš gledal, pa ne boš absolutno nič zamudil, bo kar Empire State Building čisto dovolj. To je to za New York, jaz sem se imel fenomenalno, sigurno še prijem nazaj, to je ena izmed top 2 destinacij, kaj sem šel, če nekje top 1, morate v New York, ful vam priporočam, ampak zdaj pa čas, da grem nazaj v hotel, pa počasi na letalo, pa na 7-urni flight in je to. Zaključimo pa na enem in edinem Times Squareu, Polanija, stari, pač crazy feeling, to morate iti enkrat izkusiti New York, ker to je different, ja, stari, čist neki drugi svet, folk je čist drugačen, nobenega ne briga, da ima za tu kamero v roki, folk fucking boli jih, ampak crazy je, uživajte, rad vas imam, hvala še enkrat agenciji Sonček, upam, da ste uživali tem video, ne pozajte se subscribati, lajkati, idite na vse moje sociale, ki so tukaj gor na ekranu, pa še spodaj v opisu jih imate, pa se vidimo v naslednjem videu. Ajde, čau! Ampak šel sem si po kavo, če si živ v New Yorku, ne?